Dobrodošla, dobrodošel na prav posebnem webinarju, kjer se bomo z močjo eteričnih olj in celostnim pristopom do zdravja danes pogovarjali o pomladi in o negi, ob težavah, ob morebitnem sezonskem cvetenju, tudi ob pomladni utrujenosti, s čimer je povezana tudi naša košarica in naš nivo energije in fokusa. Z vami sem Maja Čebušek, mentorica za varno uporabo eteričnih olj in celostnega pristopa do zdravja. Tako da se bomo danes dotikali tematike pomladnih izzivov, na drugi strani, kako nam pri tem lahko pomagajo eterična olja, kateri so recepti in triki naše in moje dolgoletne poti znanja in izkušenj, ki šteje že kar dolgo, od leta 2014, potem tudi celostnih pristopov in potem tudi, kako vse skupaj vpeljati v to, da smo zmožni gibanja, ki nam ustreza v tem pomladnem času, ker lahko s tem zelo dobro tudi podpremo vse omenjene težave. Sem kreatorka drobnih dnevnih ritualov za vsakdon.si. Imam tudi res čudovito skupnost uporabnikov, ki sem jim bodisi jaz mentorica oziroma se tudi že širi skupina uporabnikov preko skupine naših res odličnih mentorjev. Tako da lepo te pozdravljam spodaj, lahko tudi napišeš, kako si izvedel za tale webinar. Na drugi strani tudi, katera težava je tista, ob kateri želiš vedeti največ. Vseskozi se bo odvijalo tudi v klepetu v živo svetovanje, tako da sproti, če se vam še poraja kakršnokoli vprašanje oziroma potrebujete nasvet, lahko zapišete vse, kar vas zanima, predvsem pa ste vabljeni, da delite, ker vem, da vas je že veliko veščih uporabnikov, tudi svoje izkušnje, svoje poglede naravnih pristopov z doTERRA, s katerimi si pri tem pomagate, ker namreč v tem pogledu v živo, vsekakor ob koncu med vsemi vami, ki ste aktivno prisotni s pisanjem v klepetu v živo, ki ga odprete spodaj na posebnem gumbu, tudi sodelujete za današnjo nagrado, ki pravzaprav podpira čisto vsa nelagodja, ki jih bomo danes omenili, tako da sem iskala neko tako stično stežišče oziroma točko, kjer lahko določen izdelek oziroma eterično olje podpre popolnoma vse. Kar se tiče današnjega pogleda, pravzaprav je včasih pomladi res lepo vedeti, da te lahko tudi naravne stvari podprejo, in zato, ker je naravno lahko enostavno, varno. Ko gledamo, kakšna uporaba, tudi zelo, zelo ugodno in meni je najbolj všeč, da so eterična olja pri tem potentna in učinkovita in da res nadomestijo mogoče tudi, kar je pomembno, a ne, s časom pomladi in morebitnimi težavami z dihali, da v svoj dom vpeljemo naravna čistila, o čemer smo govorili že v enem od preteklih samih webinarjev, tako da si to lahko ogledaš v preteklem obdobju. Predvsem pa, da res eterična olja nudijo neštete možnosti in recepte, s katerimi si lahko naredite sami svoje stvari v praktično času pol minute, minuti in s tem dobite učinkovito naravno rešitev. Ob tem res eterična olja pripeljejo podporno svežo, naravno in tudi navdiha polno aromo v ambient, kar je še ena dodana lepa vrednost, in z njimi se lahko tudi na varen način podpre zdravje dihal in predvsem, kar je pomembno vedeti, varno tudi pri najmlajših in vseh ostalih, torej tudi odraslih. V času, ko ga omenjamo, torej čas pomladi, se največkrat srečujemo s 3 težavami, ki sem jih želela danes nasloviti, in sicer eno je to, da smo morda zelo utrujeni, drugo je, da nam res možgani ne delujejo, kot bi si želeli, in da čutimo res neizreden padec fokusa oziroma tako imenovano meglo v glavi. In tretja stvar, ki je fizično mogoče najbolj taka res tudi vidna, navzven in glasna lahko, ker lahko kihamo, lahko kašljamo, lahko pač res nas zelo glasno pesti nekaj. Skratka, gre za čas, ko narava cveti, ti pa se soočaš mogoče z neprijetnim odzivom na to, torej z alergijami in z vsem ostalim.
Jaz sem vam na kratko, tistim, ki imate radi res enostavne nasvete in vse v enem, napisala recimo, kako si tukaj lahko pomagate. Meni je zelo všeč recimo pri doTERRA, da se že z eno škatlico osnovne desetke, ta je recimo ta potovalna, jaz rada rečem, to je Family Essentials paket oziroma tako imenovana mini domača lekarna. Mini zato, ker pač vsebuje 5 mililitrske stekleničke, kjer jih je noter približno 85 kapljic eteričnih olj. In med njimi najdemo tudi praktično vse, tudi te, ki so naštete, torej sivko, limono in poprovo meto. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi odlična izbira. Zdaj nekateri, ki pa se s tem srečujete prvič, pa tudi lahko srečate tak osnovni paketek, mini paketek, ki se mu reče Intro kit oziroma Introductory kit. V njem pa lahko najdete prav tako tudi eterična olja limone, sivke in poprove mete. In dejansko, kot lahko vidiš na tem diapozitivu, si tudi v tem že lahko zelo dobro pomagaš za to, da podpreš svoje morebitne šibke točke, predvsem, ker so ta eterična olja in tudi vsa ostala, ta naša, ki so kvalitetna, prijazna do naše kože, do naših dihal, razpoloženja, hormonov in na koncu koncev tudi samega okolja. Ko narava cveti, jaz upam, da meni nič ni, a ne, zaradi tega oziroma želim to tudi tebi, ker nego fizičnih nelagodij si res lahko zelo kvalitetno oziroma v dobri meri olajšaš z omenjenimi izdelki, ki jih tukajle tudi vidiš. Jaz imam večino stvari tukaj pripravljenih, kot rečeno, mi je ena taka osnovna desetka lep izbor, to se pravi, s tem res praktično podpreš 80% težav, ki mi jih mogoče zdajle nasloviš ali pa se pišejo tudi spodaj v komentarjih v klepetu v živo. Dejansko pa je res, ko pride do dihal, lahko zbereš, kot smo rekli, ali osnovno trojko, to se pravi limono, sivko, poprovo, meto, lahko izbereš mešanico za dihala, to je nekdanji Breathe, ga tudi tukajle pokažem. Lahko pa si pomagaš tudi, kar meni iskreno najbolj pomaga, z linijo Deep Blue, ki je sicer za nego vnetij in bolečine, ampak ker je ta linija tako široka, jaz največkrat posežem bodisi, tukaj zadaj jo imam, bodisi po Deep Blue kremi ali pa kar Deep Blue stika. Skratka, primem to v roke, ko mi stvari nagajajo. Zdaj, lahko, ker seveda je povezano naš odziv, kako se bomo odzvali na cvetenje, močno povezan tudi z zdravim odzivom imunskega sistema, takrat pa zelo priporočam vse, kar je v zvezi z linijo On Guard, torej z mešanico za zdravo odzivnost imunskega sistema. Jaz sem spodaj ravno zaradi tega vse te linije poslikala pri sebi doma. Tukaj pri sebi imam tudi še nekaj, kar močno podpira zdravo odzivnost imunskega sistema, tudi ko pride do dihal, močno podpira, to so otroški probiotiki, ki so primerni tudi za odrasle, imenujejo se PB Assist Plus. Včasih so bili taki turkizne, bele barve, sedaj so prenovljeni in še boljši, tako da prihajajo v takih vrečicah in to si strese lahko tudi otrok v usta. Zdaj, če rabiš natančne napotke, kako uporabiti mogoče to pri 3-letnem otroku, mi lahko napišeš, pa ti spodaj svetujem. Predvsem pa je stvar v dvojni kapsuli, tako da se res tisti probiotični del živih sevov res sprosti znotraj črevesja, kjer se tudi mora. Je pa tako, če me vprašaš, če imaš najstnika ali če si odrasel, pa je res najbolje, ampak zdaj sem to zgoraj v kuhinji pustila, so najboljše 3 iz kapsule. 3 iz kapsule vsebujejo samo vegansko kapsulo, mehke so, torej niso velike, noter je oljčno olje, v tem oljčnem olju je enako razmerje limoninega eteričnega olja, sivkinega eteričnega olja in na tretji strani poprova meta oziroma peppermint eteričnega olja. Kar se tega tiče, je ta trojček en tak super, oziroma če se ti ne da mešati, takrat, če mažeš, vzameš, kot smo rekli, mešanico . Zdaj, kaj je pomembno omeniti? Ni za interno uporabo, tako da če se uporablja v kulinariki ali kot dopolnilo, rajši priporočam, da si ne mešaš sam in si vzemi 3 iz kapsule, ker je tudi zate to ugodneje, oziroma dodaj probiotike ali pa maži ene od teh linij oziroma to kombinacijo tega trojčka. Kaj vse lahko narediš? Jaz sem ti tukajle kar pripravila nekaj idej.
Največkrat pri nas si dajemo to redno v difuzor, tudi čez dan, tudi ponoči, ne, če pride do tega odziva. Je pa res, da pri nas nimamo, sezonske alergije. Vsako leto sem jo pa jaz imela eno leto in tudi vem, zakaj, ker mi je takrat imunski sistem zaradi večjega, bom rekla, bolj pestrega delovnika, kar pomeni posledično več stresa, tudi ošibilo, a ne, imunski sistem in sem očitno dobila večji odziv. Tako da ni nujno, a ne, da to imaš vedno, in če pa si k temu bolj nagnjen, se mi zdi, da je res nujno, da te stvari imaš pri sebi, še predno mogoče se neko obdobje cvetenja prične. Kar se, tiče ostalega, zelo, zelo rada priporočam, tudi tukajle se spodaj vidi, spodaj levo R, stik, a ne, mazilo, oziroma lahko uporabiš tudi On Guard bombone ali R bombone ali pa še On Guard vitaminčke oziroma zelo rada, kot rečeno, jaz sama uporabljam stik. Zdaj, odvisno, kje se ti ta odsev, na cvetenje bolj pozna, nekaterim se pozna bolj na sinusih, nekaterih bolj v nosnem delu, ko tudi zateče sluznica in v ustih, nekaterim bolj pri izločanju sluzi oziroma na pljučih, izkašljevanje, kihanje, a ne, tako da zelo različno. Enim pa v bistvu se samo res po, področju oziroma v bližini oči poraja neke vrste srbečica, a ne. Zdaj, če pride res do dihal, jaz iskreno bolj kot po tisti osnovni trojki sivke, limone in mete in bolj kot po R-u rada posežem po Diplostiku, tako da si ga namažem kar od, recimo tretjega očesa po liniji do senc pa potem za tilje. Predvsem pa zelo, zelo dobro pomaga in koristi v tem času, če si mažeš to mogoče že zjutraj, če si tapkaš področje timusa, potem če vzameš 3 kapsule, če si bodisi najstnik ali odrasel, oziroma imam tudi, mamice, ki so morda morale do sedaj res z uradno medicino, pač tudi podpreti oziroma si pomagati, pa so preizkusile potem tudi pri svojem mlajšem otroku, ki lahko že požira, to se pravi, da je varno, pač že naučen, da lahko pogoltne, tudi 3 s kapsulo, tako da s tega vidika jih imam kar nekaj, ki so si s tem zelo pomagale in si na naraven način dobile učinke, ki so jih želele. Čez dan je potem fino, če si, ne vem, če je otrok to, a ne, če je v šoli, kjerkoli, da se pripravi tak majhen nosni inhalator, kjer se v tamponček nakapa recimo 5 kapljic R-mešanice ali pa tiste kombinacije sivka, limona, poprova in da ima to otrok pri sebi, ali pa bodisi ima rulonček, ki ga pač, če ga kaj draži, pod nos namaže oziroma na predel sinusov ali na predel pljuč, odvisno, kje je tista točka, kjer se je to najbolj izrazilo. Potem pa popoldan, ko prideš nazaj, zato da ni potrebno, kaj naj rečem, res se držati v hiši, ker jaz vem, poznam nekaj ljudi, ki imajo res močan odziv in je res, ponavadi vsak čustveno zelo se mi izpovedal, da najbolj ga pesti to, da dejansko je, izziv, ker v tem času leta ne morejo iti z otroki ven, s svojimi bližnjimi ven, se podružiti, vsa narava cveti in je lepa, oni pa tega ne morejo uživati. Tako da, če te tudi popoldan, če čutiš, a ne, da te še pesti, si velikokrat lahko tudi drugo kapsulo, 3 si vzameš in marsikdo, ko pride domov, naredi na tak način, je potem do večera lahko tudi zunaj s svojimi bližnjimi, uživa tisti del leta in življenje in v bistvu potem zvečer pride noter, ne. Brez da bi imel večje težave, si pa še vedno potem v času, večera naredi v bistvu, na neki način difuzor, a ne, tretma, in na tretji strani se tudi podpre, kjer še čuti, da se mora. Zdaj, če ga to pesti še ponoči, da ima vklopljen vlažilec ali da se maže ali da je to difuzor še zraven, potem pa tudi, da vseeno skrbi celostno zase, tako da si podpre imunski sistem s probiotiki, in na drugi strani On Guard mešanico, ki smo jo tudi že omenjali, a ne. Je pa zanimivo meni, vsaj osebno vedno, kako mogoče tradicionalna kitajska medicina, kako recimo ajurveda oziroma tudi Louise, Hay, kako je ona gledala na to oziroma kje bi morebiti bili čustveni, a ne, vzroki, zakaj se neke stvari bolj pojavljajo, ne. Tako da sem se tudi tega dotaknila v tem webinarju, bomo pogledali kasneje. Skratka,
Kaj še lahko narediš? Pri eteričnih olj vedno velja pravilo, da je manj več, tako da za nekaj napotkov varne uporabe imaš ločen webinar, tako da si lahko siguren, da boš uporabil varno, pravzaprav ni nič komplicirano in zelo enostavno. Da uporabiš recimo dvakrat na dan, vsaj zjutraj pa zvečer. Lahko, kot smo rekli, v difuzorju aromatično ali pa rečeno na koži, kar pomeni topično. Zato, da pride do manj težav in izražanja teh težav naših šibkih točk, a ne, tako da R-linija, pa potem, kot smo rekli, dopolnila in probiotiki se mi zdi nekaj, kar je res vredno vzeti. Pri nas se je obneslo pri dihalnih težavah, da je najbolje, če se probiotiki vzamejo zvečer pred spanjem, ker se ponoči telo regenerira, tudi samo zdravljenje poteka in se takrat vsi ti vitalni organi ob določeni uri pač ima telo svoj sistem, kako jih podpreti, tudi po vzhodnih vedah nam je to znano, tako da priporočam tudi, da si lahko pripraviš rumen. Z mojim mentorstvom v bistvu v enem si pripraviš, ker veš točno, kako si to zmešati, ni nič zapletenega. Lahko pa tudi v svojem domu res poskrbiš, da imaš čim manj še drugih dražljajev, ki lahko stvar poslabšajo, to pomeni, da imaš naravna čistila. Lahko vklopiš zraven še ostala dopolnila, recimo meni osebno so zelo dobri naši naravni in dnevno uravnavi vitamini, VMG za najstnike ali odrasle oziroma polovičko jemljejo tudi otroci pri nas. Kar se tiče ostalega, presnovi in cimiterazajm se mi zdi odlična podpora dihalom v tem času, če imamo težave tukajle. Zdaj, če gre za mlajšega otroka, smo ponovadi oziroma so mame naredile to, da so odprle in samo tisto posušeno zdrobljeno zelenjavo, sadenj, ki vsebuje aktivne encime, stresle v vodo in potem je otrok to spil, če ne požira kapsul. Encimi, moram povedati, so nekaj, kar pravzaprav bi dobili zelenjavo, če bi jo jedli dovolj v sveži obliki, ampak ker nam vedno ne uspe, se mi zdi odlična, izhodiščna točka za to podporo. Če imaš težave z dihali, se poskušaj izogibati temu, kar so na neki način tisti, ki poslabšajo stvar, recimo mlečni izdelki, banana, sploh v popoldanskem in večernem času, da ješ manj sladkega oziroma si narediš neko bolj zdravo sladico, spečeš neke bolj take, kaj naj rečem, fit mafine, pecivo, karkoli, če imaš to vseeno rad, da ješ več sveže zelenjave, sadja v kosih, da dodaš potrebna dopolnila, tudi naravno smo že omenjali danes in lahko res s tem dobiš velik kos pogače, ki te podpira. In tudi redno gibanje v naravi, seveda gibaš se pa lahko, če boš teh težav manj imel, da ti ne to povzroči še dodatnega, nekega razhudenja. Na drugi strani pa se seveda res najbolj podpremo tudi, kot radi rečemo, dober spanec je boljši kot žganec, torej dober spanec te še bolj zdravi kot karkoli drugega. In če je to težava, najprej pri teh težavah res podpri to, kar pomeni vlažilec, kot smo že rekli, recimo v difuzorju čez noči, zato da se ti odprejo dihala, da se dobro naspiš, zato da dan lahko potem steče tudi drugače, da si ti bolj podprta, ne, imaš celostno podporo zdravega delovanja imunskega in seveda posledično tudi samega dihalnega sistema. Ja, o teh čustvih sem zdaj že nekaj povedala in jih omenjala. Ajurveda nekako ocenjuje čas pomladi kot obdobje kapa, ko se naj bi topila vsa teža zadržanega, nepotrebnega v naših telesih, to se pravi, govorimo o razstrupljanju, ki naj bo dovolj nežno in neagresivno za telo, ker to kvečjemu lahko potem ustvari še večje težave, ker telo ne shendla prehitrega izločanja, tudi v nas je prihajalo počasi, zakaj ne bi takrat, ko podpiramo jetra, v tem času leta, to naredili nežno in varno. Recimo ena taka ajurvedska super metoda je oljenje pred umivanjem oziroma nekaj, kar tudi sama obožujem, to je ajurvedska topla voda. Tudi sem že objavila ta recept, če ga potrebuješ, napiši spodaj in bomo še enkrat naslovili vse skupaj. Drugače pa so kot zanimivost čustva žalovanja, žalosti ali pa neizražena jeza tisti, ki povzročajo lahko dodatno slazenje ali pa neko alergijo. In kot pravi ajurveda, ta prebavni ogenj oziroma tako imenovani iz grščine izpeljanka Agni dobi prekomeren imunski odziv, kot da bi se v bistvu na neki način telo preveč odzvalo na neki izziv, kot je cvetenje, in dobimo preveč nekega sluzenja. Tako da enako pravijo, da je treba podpreti mikrofloro in smo zopet pri probiotikih.
Tradicionalna kitajska medicina pravi, da je to čas elementa lesa in tudi seveda čas, ko je treba podpirati jetra in da je to sezona vetra. In če ta življenjska energija sploh v predelu naših jeter, stagnira, zdaj mislim, da je ravno zrcalna slika, to se pravi pod desno dojko ženske oziroma na desni strani moški, pod rebri najdemo jetra in tam se lahko zadržujejo čustva oziroma jih ponavadi povezujemo z negativnimi čustvi jeze ali pa prekomernega besa in se to lahko tudi pol odzove fizično na našem telesu kot prekomerna reakcija na cvetni prah. Tako da ali lahko tudi kihamo, srbečica, kar je pa povezano če nimamo res postavljene same veji, energije in ta način potem res, mogoče imate nekateri bolj odzvanjene tega v obliki kihanja ali pa mogoče srbečice, To se pravi, zdaj srbečico jaz zelo rada podpiram tako, da si rečeno mažemo cvetnice, kot so recimo sivka, na ta del oziroma iskreno pri nas doma med cvetnicami pri nas kraljuje eterično olje vrtnice, tako da si rečeno tač rolan vrtnico mažemo ta del, če ima kdo od nas tak primer. Louise Hay je potem še omenila, da je recimo čustven vzrok za določeno stvar, recimo kot je alergija, da zanikamo sebe, da se njen nahod ima izvor v čustvenem neželenem ali pa stresnem obdobju ali pa da nekako ne želimo sprejeti svojega koledarja oziroma agende, da imamo strah pred tem. Sinusi, da smo alergični na določeno situacijo, ki se nam trenutno v življenju dogaja ali na določeno osebo. Pljuča, da se tam preveč žalosti kopiči in da si ne dajemo dovolj lastne vrednosti. Meni se zdijo te stvari vedno zelo zanimive, morda v preteklosti tega nisem toliko javno naslovila, ampak se mi zdi, da vseeno v tem času pa res že dobro vemo, da veliko fizičnih težav in tudi večjih težav izvira velikokrat iz našega doživljanja sveta, iz našega, kako se odzovemo na nekaj ali pa kaj ne naredimo, kot izraženo oziroma ne izraženo, tako da vsekakor se mi zdi to tudi področje, ki je vsekakor vredno omembe. Gremo na naslednji izziv, ki ga lahko pomladi srečamo, to je utrujenost. Lajšanje nelagodij utrujenosti si lahko podpremo z eteričnim oljem mete, peppermint, recimo poprova meta ali pa zelena meta, spearmint ali pa supermint, ki je kombinacija 4 met, tudi bergamotine mete in japonske mete, ali pa tejmar, ki tudi vsebuje japonsko meto in še nekaj ostalih eteričnih olj, tako da to so odlična olja in podpora, recimo kot je tale otroški tejmar, ki ga imate tudi radi že zaradi res čudovite lepe arome. In te pol lahko še takole podpre. Dejansko res lahko to mažete rečeno v rulonu ali bodisi na pulzne točke ali v dlan in to počasi vdihujemo. Drugi strani za dvigniti nivo energije, da smo manj utrujeni, ampak kot ena hitra rešitev tudi lahko uporabimo mešanico Motivate. Jaz velikokrat rada rečem, da je to mešanica za ki smo bili mogoče že s kakšnim korakom blizu izgorelosti ali pa se tudi malo soočili z izgorelostjo, si lahko mažemo na predel nadledvičnih žlez tukaj zadaj, lahko tudi na področje jeter, lahko na področje vranice, ki je na drugi strani, kjer se kopičijo skrbi. In tudi, če čutimo res močno izčrpanost, hitro vidim, tudi ko dam, če sem z vami v živo na svetovanju, ven zapovonjati, kaj vam diši. Nos vidi, kaj telo umsko, fizično, čustveno in srčno, dušno rabi trenutno in načeloma, če smo zelo izčrpani, tudi mentalno, takrat nam skorajda metina olja ne dišijo in najprej posegamo po cvetnih, pomirjujočih ali pa lesnih pomirjujočih oljih, da sploh umirimo živčni sistem, da se potem lahko stvari sploh naprej sestavljajo. Pač gre za to omenjeni sistem, kaj je potrebno najprej podpreti. Jedra si lahko podpiramo z mešanico za podporo jetram, to je Zendokrin oziroma bodoči Revitazen, ki prihaja v letu 2026 kot novi izdelek. Tudi iskreno, v času pomladi nam narava postreže s toliko divje hrane, ne vem, če samo naslovim regrat ali pa koprive in še kaj ostalega, mi tudi radi nabiramo čaj v tem času leta, kot so pljučnik pa listki,
same jagode divje oziroma pač gozdne jagode, na tretji strani trobentice in tako naprej. Skratka, in če veliko tega vključuješ v svojo, vsakodnevno prehrano oziroma na drugi strani tudi povečaš mogoče količino beljakovin, poješ manj sladkega ali pa bolj zdravo sladko, vsekakor se to tudi odzove na našem zdravju in počutju in nismo več tako močno utrujeni. Zdaj, če si pomagaš tudi z dopolnili, jaz iskreno, mi zelo pomaga na tiste izčrpane dni, tudi recimo trenutno sem imela PMS, tako da sem tudi čustveno tako ali pa tudi počutim se fizično malo slabše in je odlično pripraviti liposomski, elektrolit, ki sicer se dobi tako, da se, pridobiva iz alg, ki so vsrkale naravno, po naravni poti, praktično skoraj 80 mineralov, mikromineralov in je v liposomski, torej maščobni obliki nekaj, kar se lažje vsrka in tudi to je res tako, kot da bi ti nekdo baterije napolnil, ko to spiješ, je, kot da bi se napolnil in res čutiš in v fokusu in v energiji, tako da tudi na neki način je to povezujoči izdelek za obe stvari, za fokus in za padec, energije oziroma za utrujenost. In mi zelo pomaga, potem pa še na podlagi ašvagande in še nekaj ostalih naravnih stvari posušeno, zdrobljeno. Meta Power My2 Max je odlična stvar. Recimo moj partner to zelo rad uporablja pred tekom, zato da ima večjo fizično zmogljivost, je pa odlična stvar tudi zato, če se popoldneve čutite utrujeni in bi najraje že ob 5. popoldan šli spat, ne samo morda takrat, če si v času kot mlada mamica, kjer se to včasih zgodi, ampak tudi kasneje in, ali pa recimo v perimenopavzi ali pa v času pač menopavze ali pa tudi v moškem svetu, saj tudi moški imate hormone, ki delujejo seveda na vas. Če ste v obdobju, ki vas izčrpa, res izredno priporočam in namesto tiste popoldanske skodelice kave rajši spite recimo en My2 Max, lahko tudi 2. In predvsem, kar je najlepše vedeti, zvečer to ne omogoča, da bi zaspal, ampak normalno zaspiš, predvsem pa ti da res en tak koš mentalne jasnosti, bodisi za učenje ali za neko delo, in za počutje in tudi fizično moč, a ne. Tako da se mi zdi odlična stvar. Celostno mogoče kaj še priporočam. Meta Power olje je meni odlična mešanica za, zdravo in pretočno limfo, za presnovni sistem, in če jo skombiniraš skupaj z ajurvedskim suhim ščetkanjem, res lahko zjutraj narediš v 5 minutah največ za sebe, gre za nekaj najbolj enostavnega in zelo ugodnega. Potem na drugi strani, da uvedeš v vsak dan res gibanje, ki paše tebi. Lahko imaš, ne vem, tudi druge težave, zdaj govorim na pamet, zdrs diska, morda imaš, ne vem, neko poškodbo staro. To ne pomeni, da si za vedno obsojen, zato res sama sem si to tudi že dokazala, da si lahko te stvari zelo podpremo in tudi gremo čez prepričanja, ki so nas omejevala, čeprav morda nam je to rekla bela halja, da nekaj ne bo več mogoče, si lahko dokažemo z, naravnimi pristopi, metodami, lekcijami, načini gibanja, da lahko to celostno podpremo in gremo čez to in dosežemo veliko več, kot nam je bilo rečeno, da zmoremo. In da ne rabimo ostati v tistem stanju, kot smo mogoče sprva mislili, in predvsem, če je tudi spanje spet šibko, tudi pri težavi utrujenosti kot pri, sezonski alergiji, pri dihalih, vsekakor začni podpirati svoje spanje. Meni iskreno je zelo dobra in dobrodošla linija Serenity. Tukaj sem pozabila kot 3 prinesti tudi iz svoje kuhinje, imam Serenity kapsule, ki so tudi na posušeno, zdrobljeno in z dodatkom eteričnega olja sivke. In marsikomu od vas pomagajo odklopiti, se odbiti od dneva, da spite res trdno in da se zjutraj ne zbudiš tako malo šuk ali pa malo, kot če lahko rečem z izrazom zaliman, ampak res poln energije, naspan in greš lahko v nov dan popolnoma drugače. Še tretji izziv, fokus, ki sem mu želela dati majčkeno prednosti. Pravzaprav My2 Max že poznamo, omenili smo tudi že mete, tako da vse te stvari lahko narediš. Mogoče en tak zelo enostaven trik, no, sploh zato, ker meni najljubša meta, ki podpira vse, saj ste videli, ne, lahko podpira pri dihalnih težavah, lahko podpira pri, utrujenosti oziroma pomanjkanju energije, kot tudi pri, samem fokusu. Jaz rada dam tole v dlan, zaprem oči, počasi vdihujem in potem tudi na drugi strani to lahko spijem, tako da vsrkam čez usta aromo. In temu rečem jaz sama eterična kava, preostanek si namažem na zatilje in to je nekaj, kar me bo zbudilo tudi ob 7. zvečer na dolgi vožnji ali pa ob 7. zjutraj, ko
pač nisem taka, kot bi si želela, pa rabim iti polna energije in fokusa v dan. Je pa en tak zanimiv trik, kot lahko vidiš tukajle tudi, da kaneš tole kapljico, na dnu tuša, če se zjutraj tuširaš, ali pa redčino na zatilje, kot sem ravnokar naredila, je odlično. Recimo podobno lahko uporabiš tudi ostale mete ali pa granule. Lahko pa tudi posebej za fokus namenjeni mešanici, za odrasle je to Intune, je takega bolj azijskega, indijskega, privonja oziroma gre za, recimo aroma sonaline, ki je tudi med drugim noter, ali pa bolj nežnejšo, recimo zeliščno, citrusno, otroško, Thinker. Torej nekaj, kar ti da fokus, če gre za otroka, tudi pri učenju. Tako da je kar nekaj možnosti, predvsem pa zopet smo pri hrani, podobno velja kot pri tistem, kar smo povedali pri pomanjkanju energije. In pri dopolnilih tudi zelo podobno, smo zopet v istih vodah. Celostno pa smo že prej omenili tudi suho krtačenje oziroma limfa z Metapowerjem, potem jetra z endokrin mešanico za podporo čiščenju oziroma Revitazen v podobni vlogi, ki prihaja letos. Spanje Serenity, ki sem ga že omenila, oziroma linija Adaptive, ki te prilagaja na lažje soočanje stresa. Če so hormoni vzrok, tudi zato, da ti fokusa manjka, da imaš meglo v glavi, je to, mešanica za podporo hormonom, ki jo tudi sama obožujem. Clarical, zato ker pač sobivam z dvema avtoimunima hormonskima izzivoma in sem lep dokaz, da pač se da tudi lepo iti čez življenje, veliko lepše, kot so mi najprej rekli, da bom lahko. Pa mešanica Diplo, no, pač največkrat res v ta namen uporabljam stik. Zdaj, če je pa kaj večjega ali pa da čutim močno napetost ali pa tisto, sem napačen gib naredila, takrat pa pojačam s kremo, ki gre bolj globoko v tkiva. Ker želim biti kratka, mogoče za zaključek še, da tako kot smo že pri čistilih omenili, res je pomembno, da za vse te stvari, fokus, energijo, oziroma preveliko utrujenost in na tretji strani za dihalne težave res uredimo v osrednjem prostoru in v spalnici aroma kotiček. Za dihala, predvsem tisto, kar danes poudarjamo, pa tudi zato, da res dvigamo ta del, ki ga želimo, bodisi razpoloženje, imunski sistem. In zdaj, če pač smo od doma, kot rečeno, lahko tudi naredimo tisto eterično kavo, lahko si namažemo eterična olja, ja, tudi to vam še pokažem, kako si lahko prenosni difuzor narediš, če imaš dolge lase ali pa tudi, če jih nimaš, no, tudi če imaš krajše, da vtreš v konice las. Potem lahko si narediš tudi pršilko, meni je to tudi odličen način, da v pršilko recimo daš eterično olje in vodo, pred uporabo pretreseš, zapreš oči in si lahko recimo tudi pošpricaš, pa je tak način lahko nosni inhalator, tako da načinov, kako si ustvariti aromaterapijo in iti z njo ali v dom ali pa od doma na poti, je res nešteto. Tako da, če danes res ni pravi čas, še bil, oziroma do danes, naj bo danes pravi čas, da si to urediš. Jaz upam, da vas bo vse skupaj povabilo. Sproti, kot rečeno, sem že odgovarjala na vprašanja, brala tudi vaše izkušnje in vaša priporočila. In to je najlepše, kako se lahko v naši skupnosti res učimo eno drugega. Predvsem pa, da ne pozabimo, da pomlad ima veliko lepega, tudi če se nam pojavljajo težave, naj bodo samo smernica, kam moramo iti, da se tam v šibkih točkah podpremo. In na splošno ima en tak enačaj, da je to obdobje čiščenja, ne samo čiščenja doma, okolice, ampak tudi nas, naše telo si lahko podpremo in naša jetra z linijama, kot smo že lahko večkrat danes slišali, z endokrin in na drugi strani Revitazen. Oziroma, da ne pozabimo tudi, da res se zelo veliko bolj počutimo z gibanjem, s čimer sem začela danes tudi zaključiti. In naj bo gibanje tisto, ki tebi ustreza, ki ustreza tvojemu telesu, vsem morebitnim izzivom, ki jih ima tvoje telo, tako da vedno se lahko najde nekaj, kar te lahko podpre, tudi če te nekje drugje telo morda trenutno omejuje. Naj ti pri tem pomaga Diplo linija, ki smo jo že omenjali, predvsem pa, da hidriraš globoko fascijo, to je pa tudi morda, če ne drugega, zjutraj v postelji, da premikamo morda stopala in noge ali pa roke, ramena, ali pa da naredimo eno tako vadbo na blazini zjutraj, pa je tudi, če je 5 minut, že to veliko več kot pa nič. Da naredimo dejansko ta pretok in vplivamo posredno tudi ne samo na bolj hidrirano področje fascij v naših telesih, ki držijo mišice, tako da sem tukajle tudi nalepila recimo eno prispodobo oziroma grafiko, da si to lažje predstavljamo. In seveda, da poženemo tudi našo limfo, tako da bomo s tem imeli več energije, večji fokus
in tudi manj dihalnih težav, ker se bo telo lažje soočilo z morebitnimi težavami dihal ob sezonskem cvetenju. Kar nekaj stvari smo omenili, za zaključek vedno rečem, no, dajmo se tudi ta mesec vprašati, kaj je trenutno moja šibka točka, tako da tudi vabim zdaj tebe, zato da se zopet spomniš in da se sploh ustaviš, pogledaš, ali so to dihala, ali so prebavila, ali je to imunski sistem, ali mogoče na drugi strani koža, spanec, ali je stres tisto, s čimer se težje soočaš trenutno, kje je tvoj nivo energije, kako so tvoje mišice in sklepi, kako je tvoj dom, ali res vsebuje že več naravnih čistil. Prejšnji mesec sem res dala ogromno idej in tudi če si prvič z nami, sem prepričana, da se je že kar nekaj teh idej lahko uresničilo v tvojem domu in kako lahko svoje telo podpiraš v čistilnih funkcijah, hormonih, kako lahko podpreš srčno-žilni sistem, če je to tvoja šibka točka trenutno. Tako da vse se lahko da. Ko smo ravno pri srčno-žilnem sistemu, morda, če ste zaspani tudi zaradi nizkega pritiska, morda bolj vključujte v svojo porabo metina eterična olja, rožmarin, diblulinjo, da vam to nežno dviguje, oziroma če imate previsokega, pa cvetne, lesne, zato da se umirjate. Tako da pravzaprav zelo enostaven nasvet. Jaz se vam res iskreno zahvaljujem za ponovno sokreiranje webinarja. Jaz se veselim tudi nadaljnjih klepetov z vami, tudi morda, če si nov, in si želiš povabiti, omenjeni svet izdelkov v svoj dom, sem tukaj, da ti pomagam izbrati čim manj izdelkov za čim več tvojih želja, da narediva eno tako celostno brezplačno svetovanje in potem tudi, če se vpišeš v mojo skupnost uporabnikov in te spremljam na poti, ti odprem tudi duri v vse VIP, torej ne samo skupino, ampak tudi vsebine. Nagrado med sodelujočimi v živo prejme tudi nekdo, tako da poglej v zadnje komentarje. Tokrat poudarjam doTERRA Poprovo meto, ki je res tako mnogo uporabna, tudi na svojem blogu, bom zdaj nalepila, imam članek o njej. Velikokrat me vprašate, kaj pa sploh s meto lahko počneš, pri nas je to pravzaprav eno najbolj uporabljenih eteričnih olj. Tako da vsekakor se veselim, to, da lahko nekoga obdarim in tudi to, da se zopet srečamo na naslednjem webinarju s tematiko, ki pa naj ostane zaenkrat še skrivnost. Tako da srečno, hvala še enkrat in vse dobro.